lepo pozdravljeni v oddaji Ambienti. V današnji oddaji si bomo ogledali 3 stilske postavitve iste kuhinje z jedilnico, dom mlade družine, ki je nastal v nekdanji očetovi garaži za avtodom, in obiskali vrt, kjer imajo osrednjo vlogo vrtnice. Kakšno stanovanje lahko nastane v garaži za avtodom? Visok strop in garažno-industrijski videz sta narekovala tudi notranjo opremo stanovanja. Iskanje prvega stanovanja za mlado družino je zelo stresno početje, tako za njih kot za njihove starše, ki ponavadi želijo tudi finančno pomagati. Tokrat predstavljamo dom mlade družine, ki je nastal kar v nekdanji očetovi garaži za avtodom. Med lastnikoma in ekipo Celovito, ki je projekt izpeljala od ideje do izvedbe, je nastala sinergija, ki jo občutimo in vidimo takoj, ko vstopimo v prostor. Grem pozvoniti. Kakšna je bila funkcionalnost prostora predhodno in kako je vplivala na razporeditev prostorov? Predno smo tu uredili stanovanje, so bile v večjem delu tega objekta garaže, namenjene parkiranju avtodoma, zato je bila višina stropa zelo visoka. V drugem delu stanovanja je bila pa prej kotlovnica in pa delavnica hišna, tam je pa strop nekoliko nižji, tako da smo s tem v bistvu prilagodili tudi samo rešitev prostora. Kateri so bili najvidnejši posegi v prostor iz bivše garaže, recimo v dom? Najvidnejši posegi so bili odstranitev garažnih vrat, dvojih garažnih vrat na eni strani in pa večjih industrijskih oken s kopelic steklom na drugi strani. To je tam, ne? Tako, to nam je omogočilo, da ima prostor velika okna, panoramska, da se odpira navzven in ima pogled v naravo. Ste ta nekak industrijski slog prilagodili garaži ali ste želeli imeti ta industrijski? Oboje. Lastnika sta si želela loft industrijskega videza, hkrati nam je pa garaža s temi elementi, v kateri so bili že v prostoru, od vidnega betona, tudi že prej je bila vidna električna inštalacija, omogočala, da nadaljujemo v bistvu to rdečo nit in pa z posameznimi kosi še prenesemo industrijskega videza v prostor. Pri garaži so drugačne specifikacije, ne? Sploh glede zvočne in toplotne izolacije ste morali malo bolj izolirati, ne? Ja, tla smo v bivalnem delu, kjer smo imeli dovolj višine, dvignili za 15 cm, jih toplotno izolirali, vgradili talno gretje, tako da so tla v bivalnem delu topla, prijetna. V zunanji ovoj fasado smo pa v celoti toplotno izolirali, tudi okna, ki so vgrajena, so toplotno izolativna, troslojna, tako da je zagotovljeno prijetno bivalno okolje. V bivši kotlovnici pa je bilo manj prostora, ne? Ste morali iskati boljše rešitve oziroma drugačne rešitve. Ja, drži, tam smo imeli višino prostora okrog 2,10 m in tam smo morali vgraditi tanjšo toplotno izolacijo. To nam sodobni materiali omogočajo. Ta toplotna izolacija je debela 1 do 2 cm in nadomešča 4 do 6 cm običajne toplotne izolacije. Tako da smo vsaj nekaj pripomogli k boljšemu ugodju v prostoru. Kam ste spravili kotlovnico? Ker vemo, da kotlovnica je velik projekt za hišo, jo postavimo in jo imamo tam, ne dolgoročno. Ja, prešli so na drug energent. Prej so kurili na kurilno olje, zdaj so prešli na plin in ker je plinska peč manjša, smo jo lahko prestavili v sosedne prostore, ki so bili prej prazni, tako da smo tam uredili kotlovnico in delavnico. Kje je pa avtodom? Avtodom je pod nadstreškom zraven. Ni pa bilo ideje, da bi živeli v avtodomu v garaži? Na morju samo. V kotlovnico ste dali kopalnico. Kakšne spremembe so se zgodile? Ja, v tistem delu, kjer smo imeli prej kotlovnico in delavnico in je bil nizek strop, smo umestili spalnico, kjer se redko zadržujemo čez dan in ni tako problematična višina, in pa kopalnico, kjer je tudi potreba po višini malo manjša.
Spremembe so se zgodile v to, da smo uporabili materijale, ki so nadaljevali zgodbo industrijskega sloga, kot ga imamo tudi v ostalih prostorih. Tako da smo za obdelavo sten in tal uporabili cementni mikrotopping. Ni pa beton. Ne, to je cementni polimerni premaz, tako da je elastičen, se pa nanaša na betonski estrih. V kopalnici smo skrili utility omaro oziroma vse aparate, ki sicer pritičejo stanovanju, pralni sušilni stroj, sta skrita v omari, hkrati tudi likalna deska, čistila, tako da je vse skrbno pospravljeno za vrati in ni vidno očem. Vse, kar je vidno v kopalnici, je lesen, masiven pult, ki daje toplino prostoru. V kopalnici je tudi pisoar, gre tukaj za enakovrednost spolov. Tu gre za prevladovanje spolov, bi rekli. Namreč v družini so 3 fantje in zato so želeli, da je tudi pisoar v kopalnici. V spalnici in v vseh bivalnih prostorih smo dali hrastov parket, ki je oljen s poudarjenimi letnicami, tako da je občutek v dotiku s tlemi prijeten, topel, zelo domač. Nad posteljo so kabli. Je v slogu, ampak so funkcionalni ali so samo dekorativno? Ti kabli so funkcionalni in preko njih se napajata luči, ki sta nad posteljo. Imajo pa dekorativno funkcijo in hkrati še vedno to rdečo nit električnih vidnih inštalacij, pa malo popestrita vzglavje postelje. V otroških sobah imamo rešitev na 2 nivojih, in sicer v spodnjem delu je prostor za omare in pisalno mizo, igralne kotičke, medtem ko na lesenih podestih, ki so zgoraj, je ležišče, ki je zamreženo z varnostno mrežo, zato da je zagotovljena varnost. Kakšna mora biti minimalna višina za funkcionalnost podesta od stropa? Ja, minimalno mora biti spodaj pohodno, se pravi stojna višina, to je vsaj 2 metra. Pri nas v našem primeru so podesti nad višini 205 cm, zgoraj na podestu pa je priporočljivo, da je višina vsaj toliko visoka, da lahko odrasel človek sedi, to je pa minimalno 110–115 cm. Zgoraj na podestu so pa 2 funkcije, lahko se otroci igrajo, lahko pa kdo prespi, ne? Tako, ta podest v dnevnem delu je v bistvu bonus v prostoru. Nista pričakovala lastnika, da lahko v dnevnem prostoru naredimo delovni kotiček in hkrati zagotovimo nek bralni kotiček in tudi pomožno ležišče za goste. Imate pa še eno tehnološko finto, Drži. Ki se skriva pred nama. Ja, temu rečemo TV Box. To je omara, v kateri je skrita televizija in se z daljinskim upravljanjem televizija tudi dvigne, da je možnost sedežne garniture tudi kakšen film prijetno pogledati. In to bova pokazala, samo morava dati vaze dol, ne? Ja. Največja zanimivost kuhinje je, da ste ploščo kuhalno premaknili iz tega na ta otoček. Ja, drži. Kuhinja je narejena v stilu celotnega dnevnega prostora, ki je en velik odprt prostor. Zato smo tudi kuhinjo naredili zračno, tako da smo na sredino postavili kuhinjski otok in zraven mizo. Nad otokom je pa še ena posebnost, to je pa tudi napa, ki smo klasično filtrino napo smo vgradili v po meri narejeno ogrodje, ki se z kovinskimi deli in pa vidno inštalacijo navezuje na celoten industrijski slog.
Na prehodu kuhinje v dnevno sobo smo naredili pregrado, ki malce loči kuhinjski pult od sedežne garniture, ki je sicer zelo blizu, hkrati pa skriva tudi eno mini shrambo, kjer so lahko pospravljene drobnarije. V tem delu, kjer je pa pult, imamo pa še kotiček, kjer se lahko pospravijo gospodinjski aparati ali pa stvari, ki jih želimo imeti bolj na roki. To je tudi industrijsko, številke. Ja, ta miza je serijske izdelave in po sreči smo našli tako, da malo spominja na kot neko pristanišče z številkami, kot so na lesenih škatlah v pristanišču, sicer običajno označeni paketi. Se tudi družinski člani kličejo po številkah ali po ladjah, recimo Piran, pridi sem? Če ne drugače, bi se lahko po številkah 1., 2., 3., 4. po starosti delili. Okay. Potem tudi tako sedijo. Se pravi, pričakujemo še 2 člana, no, kot vidim po številkah. Ali pa gosta. Po oglasih si bomo ogledali vrt, kjer raste več kot 300 vrst vrtnic in 3 stilske preobrazbe iste kuhinje z jedilnico. Prvič smo za vas pripravili stilsko preobrazbo istega prostora in to kar v 3 različnih stilih. Verjamem, da boste našli zanimive in uporabne ideje za dekoriranje vaše jedilnice in kuhinje. Danes smo našo stilistko Valentino Vovk postavili pred ustvarjalni izziv. V salonu pohištva Rutar bo dekorirala kuhinjo in jedilnico v 3 različnih stilih. Me prav zanima, s katerimi bo najbolj prepričala. Živijo, Valentina. Živijo. Danes imaš pa prav posebno zanimivo nalogo oziroma izziv. Ja, res je. Današnji izziv je bil ta, da torej to kuhinjo, ki jo vidiš tukaj, opremim v 3 različnih slogih. Tako, moja prva misel je bila, ko sem zagledala to kuhinjo, da zaradi teh verjetno ravnih oblik, zaradi pač, mislim, nima nobenih ročajev, ničesar, da je to zelo ena taka urbana kuhinja. Ja, tako da sem si potem nekako probala predstavljati različne ljudi, ki živijo v tej kuhinji oziroma bivajo z njo. In sem nekako oblikovala 3 sloge, ki sem jih poimenovala, tako sem dala tak delovni naslov. En je retro, stil 70. leta, potem imamo tako bolj elegantno, monokromno kuhinjo, potem imamo pa maksimalistično opremljeno kuhinjo z živimi barvami, pisano boho stil, tako tak pisan. Tole je retro slog 70. let. Ja, okrogli stoli. Ja, tako, ja. Pač probala sem poiskati dodatke oziroma tudi kose pohištva, ki spominjajo na pač slog 70. let. Recimo ta lestenc je že tak, ne, zelo retro oblikovan. Potem barve, ki so značilne za tisto obdobje, oranžna barva recimo je bila takrat zelo popularna, potem v kombinaciji s temi bež odtenki. Tudi dodatki, oblike dodatkov, ne, te malo bolj okrogle vaze in tako. Ja, tole zdaj pa že čist drug svet. Res je, drugače kot prej, ne? Ja, precej. To je monokromen stil opremljanja oziroma minimalističen slog tukaj. Kaj pomeni to? Torej, uporabili smo zelo malo barv, vse je zelo umirjeno, se pravi črna, siva, bela. Toplino v tej kuhinji pač ni potrebno posebej dodajati, ker tukaj je zelo veliko lesa in ta les doda toplino, a ne? Ta slog je primeren za ljudi, ki imajo radi čiste linije, ne marajo preveč pisanih stvari, imajo radi bolj eleganten slog, ne? Srebrna, zlata barva, tukaj smo pač uporabili srebrno, ne? Pri dodatkih.
Tudi tepih je v tem stilu. Ja, tepih je zelo lep, eleganten tepih, Sivo take bel. svetlo-sive barve. Siva barva vedno doda eleganco, ne? Sploh ta svetlo-siva z malo beline, tako da Zelo zanimiva se mi zdi luč, Ja. samostoječa, za razliko od prej. Res je. Tukaj smo uporabili samostoječo luč. Dostikrat je tako, da mogoče nimamo primernih inštalacij ali pa točno na pravem mestu, a ne? In takrat, da pride na sredino mize, recimo lestenec, in takrat lahko uporabimo tudi takšno samostoječo luč. Ta tukaj je zelo elegantna, imamo različne pač dizajne za različne sloge. Kakšnemu profilu ljudi bi pa namenila zdaj nek tak stil? Jaz konkretno sem si zamislila, tukaj je en tak mlad par brez otrok še. Ne vem zakaj, tako mi je bilo lažje potem se pač pripravljati, ki tukaj pač pripravlja večerjo za svoje prijatelje. Smem povabiti? Seveda. Izvoli. Hvala. Ja, Valentina, s tole postavitvijo si se mi po srce usedla. A res? Res, A, to je pa to je lepo. siguren moj izbor. Ja, všeč mi je ta živahnost, pisanost, domačnost. Si popotnik mogoče? Ja, mogoče Rad pa tudi potuješ? malo, ja, seveda. No. Ta slog je, pač jaz sem rekla, boho, maksimalističen slog opremljanja. V bistvu je tak slog značilen za ljudi, ki so malo bolj umetniške duše, ki radi veliko potujejo, imajo veliko spominkov doma oziroma prinesejo stvari s potovanj in se potem seveda težko od njih ločijo. Težko bi si predstavljali, da živijo v nekem spoliranem, dvobarvnem interjerju, recimo, ne. In ko tukaj vidiš, je vse pisano, ne, predvsem stoli, vsi te dodatki, keramika. To je drugače dosti težek slog za opremljanje, ker je treba zelo paziti, da ne zaideš v nek pretiran kič, no, ali pa da vzorci, moraš znati kombinirati vzorce in barve. Baker je trenutno pač letos zelo moden za pač opremljanje interjerja. Uporabljali smo bakren lestenec, pa potem tukaj bakrene dodatke, povsod, ne, sklede, krožnike. In tukaj smo postavili, ena taka postavitev je pač za popoldansko čajanko. Zgleda tak zelo prijeten in topel kotiček za sedeti in za pogovarjati se o naslednjih ali načrtovati mogoče prihodnja potovanja s prijatelji Ja. in prijateljicami. Veš, da me mika, da bi se kar malo usedel. Ja, izvoli. Pa te povabil tamle na tale rogliček. Vas vse ostale bi pa povabil mogoče še, gotovo vas zanima, koliko vse to stane, za vsako to postavitev posebej. Lahko dobite stroškovnik, vse v detajle na naši spletni strani. To pa itak že veste, katera je. www.tvambienti.si. Ni dvoma, da so vrtnice najbolj priljubljeni okrasni grmi pri nas. Skoraj da ni vrta brez njih. Nekateri ljubitelji jim celo namenjajo osrednjo vlogo na vrtu. Med njimi je tudi Tanja Verč iz Coljave pri Komnu v osrčju Krasa. Obiskali smo jo na vrhuncu cvetenja njenih vrtnic. Tanja Verč se posveča vrtu že skoraj 2 desetletji ob svojem delu v zdravstvu. Kmalu po vselitvi v novo hišo so njivo ob hiši začeli preurejati v vrt. Postopoma je nastal eden najlepših vrtov na Krasu. Brez strokovne pomoči je ljubiteljica ob pomoči družine ustvarila privlačno družbo grmovnic, dreves in trajnic. A prve okrasne rastline, ki jih je posadila, niso bile vrtnice. Niso bile vrtnice, bile so trajnice. Razne grmovnice, vrtnice so prišle kasneje. Glede na vreme, glede na klimatske razmere, sem nekako ugotovila, da so najbolj vzdržljive, ker trajnice rabijo dosti vode nekatere, tle pa vode ni oziroma zelo malo, pa tudi zemlja je taka propustna in že po dežju čez 2 uri je že suho, ne? Tako da trajnice niso zdržale, razen nekaterih, ki so še ostale.
In glede na to sem potem ugotovila, da so vrtnice dokaj vzdržljive, kar se suše tiče, pa tudi drugih vremenskih neprilik, se pravi burja, toča. In potem se je začela nekako ta ljubezen. Smo se zaljubile. Tanji Verč so torej vrtnice prirasle k srcu. Seveda je njena zbirka, ki danes šteje okoli 300 različnih sort starih oziroma zgodovinskih vrtnic, popenjavk in ramblarjev, nastajala postopoma. Prvo so bile revije, ni bilo še niti interneta, kar se je dalo pač na tem našem trgu dobiti. Potem je prišel internet, se je obzorje malček razširilo oziroma precej razširilo, tudi kar se tiče nabave. Najbolj je v bistvu važno, da je vrtnica odporna, da ni občutljiva, da ne rabi dosti oskrbovanja, kar se tiče škropljenja. Potem so kriteriji še oblika cveta, pa vonj, to so predvsem stare, antične, ki so mogoče malček bolj občutljive. Drugače pa zelo važno tudi kontinuiteta cvetenja. Res je, da tiste prve so izredno lepe cvetoče, ampak trajajo pa navadi 3 tedne do mesec. Tako da je treba dobiti en kompromis oziroma imeti eno in drugo, če hočeš imeti, da je cvetenje pač podaljšano. Priljubljenost vrtnic se danes odraža tudi v združevanju ljubiteljev teh okrasnih grmov v društvih, druženju na spletnih forumih in ogledih vrtničnih vrtov. Tako širijo svoje znanje in izmenjujejo izkušnje. Ja, na forumu sem aktivna že 5-6 let. Smo tudi zbrane te ljubiteljice vrtnic, tudi gremo včasih skupaj na kakšen izlet in si pač izmenjujemo izkušnje glede različnih sort. Tudi na tem vrtu predstavljajo ogrodje vrta izbrana drevesa. Med njimi so cigarovec, iglavci, povešava murva in druge vrste. So nizka zaradi burje, ker visoka drevesa bi se z burjo, ki je pozimi precej močna, podrla. Jih tudi delno vzdržujemo z rezjo, da ostanejo taka, kot so. Med poleti cvetočimi grmovnicami so zelo priljubljene tudi hortenzije. Imam nekaj hortenzij, nekaj imam posajenih v zemljo, nekaj imam po posodah. Lepe so, zato ker dolgo cvetijo, lepe cvetove imajo, ampak več kot toliko si jih pač ne morem privoščiti, glede na suha tla. Hortenzije pa rabijo precej sence in vode. Kot da že z vrtom ne bi imela dovolj dela, Tanja Verč vsako leto poskrbi, da sta okolica, hiša in vrt barvita, tudi številnimi lonci in koriti, v katerih cvetijo pelargonije in drugo sezonsko cvetje. Včasih, ko ponudba rastlin za balkone in terase še ni bila tako bogata, so gospodinje na Krasu domove krasile izključno z rdečo cvetočimi pelargonijami, ki jim tu pravijo gorečke. Seveda imam rada tudi sezonsko cvetje, tega je kar precej po loncih. Vsako leto poskusim kaj novega. Sprobala sem že veliko teh enoletnih sezonskih rastlin, ampak pelargonije so se najbolj obnesle in to je tako kot vrtnice, so tiste najbolj vzdržljive, ki so pač potrebne pri takem kompleksu, da jih tudi obvladaš časovno. Na vprašanje, ali bo na svoj vrt posadila še več vrtnic, Tanja Verč odgovarja nekoliko skrivnostno. Če
bi prostor dopuščal, mogoče bi si še kaj omislila, kakšno nezahtevno, ampak lepo vrtnico, ampak mislim, da bo ostalo pri tem. Pozneje je dodala, da so se ji sanje o vrtnicah tako rekoč izpolnile. Ko maja in junija na vrtu omamno zadiši, jo jutranji sprehod po vrtu napolni z veseljem in močjo za vzdrževanje tega čudovitega okrasja. Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si, kjer si lahko prelistate našo elektronsko revijo TV Ambienti. Imejte se lepo, uživajte, naj vam bo toplo, dobro se stisnite, mogoče kakšen vroč kostanj v roke in nas počakajte do prihodnjega tedna, ko si bomo ogledali sodoben razstavni salon s fotonapetostno stekleno fasado in prenovo ene od pozabljenih hiš, kakršnih se danes na podeželju še kar nekaj najde.